Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o Napoleonu. Napoleonova zgodba je bila že od začetka nekaj posebnega. On ni bil sin kralja kot Aleksander Veliki ali del stare aristokracije kot Julij Cezar. Rodil se je na Korziki, v revnem in politično nestabilnem otoku, ki je ravno v času njegovega rojstva prešel izpod oblasti Genove pod Francijo. Tako je Napoleon postal Francoz. Skoraj po naključju, bi rekel človek, čeprav se s tem dolgo ni povsem poistovetil. Njegovo otroštvo in mladost v Franciji nista bila lahka. Zaradi naglasa, skromnega premoženja in tujega porekla je bil pogosto tarča posmeha. Bil je zaprt vase, ponosen in hitro užaljen, a prav to ga je oblikovalo. Namesto druženja je veliko bral in se poglabljal v zgodovino velikih osvajalcev. Posebej pa je izstopal v matematiki in geografiji, kar mu je kasneje zelo koristilo v topništvu. Ko je postal častnik, pa je hitro ugotovil, da v starem sistemu brez pravih povezav ne bo prišel daleč. Prav prelomnica je bila francoska revolucija. Ta je razbila stare družbene ovire in omogočila vzpon sposobnim posameznikom. Napoleon je to izkoristil do maksimuma. Najprej se je izkazal pri obrambi revolucionarne oblasti. Nato pa je dobil svojo prvo resno priložnost poveljstvo v Italiji. Tam je pokazal svojo pravo genialnost. S slabo opremljeno vojsko je premagoval močnejše nasprotnike, saj je uporabljal hitre premike, presenečenje in razbijanje sovražnika na manjše dele. Njegove zmage niso bile samo vojaške, ampak tudi psihološke. Znal je navdušiti svoje vojake in jih prepričati, da so del nečesa velikega. Pri komaj 28 letih je postal nacionalni junak. Po italijanskih uspehih se je podal v Egipt. Ta odprava je bila mešanica vojaške ambicije in politične strategije proti Britancem. Čeprav je dosegel nekaj uspehov, je britanska mornarica uničila njegovo floto, kar ga je dejansko odrezalo od Francije. Kampanja ni dosegla ciljev, a Napoleon je s pomočjo propagande poskrbel, da je bil njegov ugled doma vseeno ohranjen. Ko se je vrnil, je bila Francija v političnem kaosu. To je izkoristil in leta 1799 izvedel državni udar. Postal je prvi konzul, kar je v praksi pomenilo, da je imel skoraj vso oblast. V naslednjih letih je stabiliziral državo, uredil finance, izboljšal davčni sistem, okrepil upravo in uvedel Napoleonov zakonik in poenotil pravo. Reformiral je tudi šolstvo in ustvaril sistem, ki je bolj kot prej temeljil na sposobnostih. Leta 1804 se je sam okronal za cesarja in to simbolično tako, da se je krono nadel kar sam. Kot cesar je vstopil v obdobje največjih zmag, premagal je več evropskih koalicij in dosegel legendarno zmago pri Avsterlicu. Njegova vojska je bila organizirana v korpuse, kar je omogočalo hitrost in prilagodljivost. Napoleon je mojstrsko izkoriščal manevriranje, presenečenje in koncentracijo sil. Do leta 1807 je postal gospodar večine Evrope. Kljub temu pa ni mogel premagati Velike Britanije. Po porazu njegove flote pri Trafalgarju je opustil idejo o invaziji in uvedel celinski sistem, gospodarsko blokado Britanije. Ta pa je povzročila težave tudi njegovim zaveznikom in sprožila nova nezadovoljstva. Eden največjih problemov je bila Španija. Ko je Napoleon posegel v tamkajšnjo oblast in na prestol postavil svojega brata, je izbruhnil upor. Začela se je dolgotrajna gverilska vojna, v katero so se seveda vključili tudi Britanci. Ta konflikt je izčrpal Francijo in oslabil Napoleonovo moč. Največja napaka pa je bila zagotovo invazija na Rusijo leta 1812. Napoleon je zbral ogromno vojsko in prodrl globoko v Rusijo. Rusi so se umikali in za sabo uničevali vse, kar bi lahko koristilo sovražniku. Tej taktiki pravimo taktika požgane zemlje. Napoleon je sicer zavzel Moskvo, vendar brez odločilne zmage. Nato pa je prišla zima. Umik je postal prava katastrofa. Mraz, lakota, bolezni in napadi so uničili njegovo vojsko. In to je bil začetek konca. Po tem porazu so se evropske sile združile proti njemu in leta 1813 je bil poražen pri Leipzigu. Nato pa so zavezniki vstopili v Pariz. Napoleon je moral odstopiti in bil je izgnan na otok Elba, a to ni bil njegov konec. Leta 1815 se je vrnil in ponovno prevzel oblast. Njegov povratek je bil neverjeten, saj so se mu vojaki množično pridruževali. To obdobje je bilo znano kot 100 dni
in se je zelo hitro končalo. Pri Waterloo je doživel svoj dokončni poraz proti združenim britanskim in pruskim silam. Takrat so ga poslali daleč stran, na otok Svete Helene, kjer ni bilo več možnosti pobega. Tam je preživel svoja zadnja leta in pisal spomine in skušal vplivati na to, kako ga bo videla zgodovina. Umrl je pri svojih 51 letih. Napoleon Bonaparte je iz skromnih začetkov postal eden najmočnejših ljudi v zgodovini. Bil je briljanten vojskovodja, izjemen organizator in reformator, a tudi ambiciozen in avtoritaren vladar. Njegova dediščina je dvojna. Prinesel je modernizacijo, pravni red in nove ideje. Hkrati pa je Evropo pahnil v dolgotrajne in krvave vojne. Prav zato ostaja ena najbolj kompleksnih in fascinantnih osebnosti v zgodovini. Hvala, da si gledal do konca. Če želiš podpreti moje delo, lahko postaneš član kanala ali doniraš. S tem mi boš pomagal raziskovati zgodovino z še večjo motivacijo. Se vidimo v naslednjem videu. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.